Dobrodošli na še en video. Danes bomo delali unboxing Trustmaster T248 PlayStation Edition. To ne pomeni, da ne morete tega uporabljati tudi na PC-ju, ampak vam povem sam, da je dejansko licenciran za PlayStation 4 in PlayStation 5. Tole sem dobil od Linksa, da naredim en unboxing in testiram in dejansko vidimo, če je to za kaj. Do zdaj jaz osebno sem uporabil Logitech volane, zdaj veste, da imam Fanatec set, ki je dost cenovno višji razred. Tole je pa recimo nekak konkurenca Logitechu G923 in je tam v rangu, pri Linksu ga dobite za 330 €. No zdaj, da preveč ne govorim, gremo mi tole počasi odpreti, pa pogledaj dejansko, kaj dobimo not. Trustmaster, konkurenca Logitechu in sicer tole je prvič dejansko, da jaz imam v rokah Trustmaster. Vem, da je prej bil model T150, zdaj je model T248 in kolikor sem bral, je ta model 70% močnejši od modela T150. Vsi vi tisti, ki imate dejansko izkušnje s Trustmasterjem, veste, o čem govorim, jaz dejansko bom pa to spoznal. Zdaj bomo mi naredili ta unboxing in potem ga bomo priklopili na računalnik. Zdaj v tej škatli kaj dobimo? Dobimo kutijo, se pravi zaščito. Potem dobimo tukaj, po moje, prazno škatlico, vse skupaj je to samo zaščita in dobimo tako varovalko, ki prije pod mizo, zato da lahko dejansko to daš na mizo ali na stojalo, ali pa če si kupaš dejansko sedež. Potem, tukaj smo dobili volan. Volan zgleda takole. Kar se tiče dizajna, je čist drugačen, kakor je recimo Logitech. Je bolj futurističen, ni tako klasičen, kakor tist. Na prvi vtip zunanjost je usnjena, po moje Sky, notranjost pa plastična, v roko prije lepo, je pa, kako bi rekel, malo manjši od mojega Fanatec volana. Tukaj vidimo dejansko, da je prilagojen za PlayStation, ima gumbe za PlayStation, vse tiste, katere imate na joypadu. Tukaj ima en tak mali ekranček, katerega lahko pač po moje štelaš za obrate, hitrost in tako naprej. Tukaj ima gumb za prav PlayStation Home. Jaz bom tole testiral na petki in bomo dejansko videli, kako se to kaj obnaša. Je pa baje hibriden, to pomeni, da ima noti jermen in zato tudi omogoča 70% močneje kakor T150. Se pravi, smo dobili volan, pa ja, pozabil sem povedati, ima magnetno tehnologijo noter tudi, kar dejansko pomaga s tistim občutkom, da naj bi izpadel še bolj realen. Padel nam je adapter, to so pa stopalke, so pa baje tudi magnetne in imajo neki baje 4 različne stopnje premikanja oziroma pritiska. Tale ima celo feder, je pa iz plastike, te stopalke so pa že lezne. Me zelo spominja na Logitech dejansko, se vidi, da je to v bistvu razred za začetnike. Če primerjam s svojim Fanatec sistemom, katerega imate video gor tukaj, je to čist druga zgodba, je pa tudi seveda tudi cenej, zato sem jaz dal krepko 2 €. Tako da ja, adapter imamo, kaj smo še dobili noter? Dobili smo še kablove za povezati in to je to. Zdaj, pač kakor lahko pričakuješ od volana za ta denar, plastik fantastik, čeprav občutek za šaltati je kar korekten. Kar se tega tiče, takole glih baš ne moreš kaj preveč zvedati, najbolj da mi to pogledamo v vožnji in sicer gremo mi se zdaj preseliti v moj studio in tole dejansko priklopiti, da vidimo, kakšen je občutek. Verjatu, tole je moj šov. Zdaj ga bomo probali priklopiti in sicer dal ga bom na mizo, kar je v bistvu najbolj osnovno mesto za tak volan. Če imate mogoče tak štender, potem tisti next level, če imate pa pol sedež, dejansko kokpit ga pa tja pač date. Tukaj spodaj imamo stopalke in jih nekam dejansko prisloniš, da ti ne bežijo, ko ti pač pritiskaš gas in bremzo, sploh v akciji. Potem vzameš volan in dobiš eno tako sponko, jo tukaj v spodaj naštimaš, veš, takole prije tak vijak noter in potem to daš lepo na mizo.
Dejansko ima priključke tukaj v zad in to treba prvo preklopiti. Zdaj, ko smo te kable preklopili, dejansko lahko zategnemo. Dobro je, da malo bolj zategneš, če ne, lahko samo trgaš vse skupaj. Kakor vidimo, tukaj imamo vse gumbe, kateri so na PlayStationu in tale fajn ekranček. Zdaj gremo pa mi tole preklopiti na PlayStation, pa probati igro Gran Turismo. Tako kot vsak volan se tudi ta mora skalibrirati, levo, desno in lučke so prižgane. Tukaj vidimo en tak monitorček, ki piše T248, zgleda fajn, bomo pa videli, če je tudi uporaben. Če ga obračamo takole na suho, dejansko čutimo not elektromotor, je not povezan še z jermenčkom, tako da ima neki varianta hibrid pogon. Me pa zanima dobesedno, kako bo v igri, ko bomo imeli ta force feedback. Yo, prijatelj, tole je moj šov! Gran Turismo, igra, katero sem jaz igral še na PlayStation 1 in se prav spomnim okoli leta 2000, ko smo čakali PlayStation 2, takrat sem jaz bil še v vojski in so takrat kazali, kaj bo, ko prije Gran Turismo 3, se mi zdi. In sem kupil revijo PlayStation in not so bili prikazani pač avtomobili in grafika. In se spomnim, takrat sem prvič videl S2000. Še vedno imam to revijo po 21 letih. Takrat vem, da sem jo skupaj platil $3000. Grafika je bila takrat wow. Zdaj, ko gledamo ta Gran Turismo Sport, ta igra je že nekaj časa vzun. Grafika brutalna, ampak čaka se novi Gran Turismo 7, se mi zdi, ki bo še prišel. In verjamem, da nas Gran Turismo ne bo razočaral glede grafike. Zdaj gremo pogledati najbolj osnovno, spravo arkadno, čim hitreje, da vidimo dejansko, kako se tole kaj igra, kaj mene zanima, kakšen je feedback. Zdaj tole je plug and play, tako da bomo videli, kako se obnaša ta volan straight out of the box. Imamo Megana, imamo Mitsubishi, Subaruja, Hondo, Audija in Hyundaija. Lahko dvakrat se vprašaš, kaj bom vozil. Vozil bom Civic Type R, bela Championship White. Gremo manual, zato da bomo probali dejansko, kako se šalta na volanu. Ok, pa smo že noter. Ajde, vidimo zdajle. Čutek. Ok, polako, gremo. Nižja. Ful je glasen menjalnik, to sem pazil. Volan je dosti mehak. Verjamem, da se v nastavitvah lahko nastima, da je težji. Zdaj jaz pogrešam tole ročko. Zdaj ne vem, kako je pri Trustmasterju, jaz je zraven nisem dobil. Ok, zdaj ta je bolj boring varianta igra, ker je dejansko sam v krogu, tako da bom jaz izbral kaj drugega. Gas. Zdaj smo izbrali malo bolj, kako bi rekel, raznoliko cestišče. Držimo do konca, bremzamo in probamo ostati na cesti. Zdaj, bremza dobi zraven en tak federček, katero lahko zamenjaš za to, da dobiš malo bolj, kako bi rekel, občutek na njej. To seveda, če želiš. Ampak ja, tako kakor bom rekel, za volan začetniški je čist fajn. Neki feedbacka je. Vem, da lahko tudi naštelaš, oziroma da imaš 4 različne mode noter pri volanu. Mogoče bi lahko dobil malo več feedbacka. Zdaj ne vem, a to v igri se štela, ampak se mi zdi tako, ne vem, vi morate mene razumeti, da jaz gledam iz pogleda mojega Fanatec setupa, ki je 2000 evrov in potem primerjaš s tem setupom, ki je 300 evrov, pač ni fair, ampak za nekoga, ki je čisti začetek, ki bi rad dejansko vstopil v ta svet, je pač to, nimaš kaj. Da vem, da lahko ta ekranček dejansko lahko štelaš, da ti tukaj kaže obrate, čeprav ne vidim poante, ker ne gledaš volana. Ampak ja, pomak se. Kjer je vam najboljši pogled? Dajte mi povedati spodaj v komentar. Gremo v options pogledati dejansko, če je kaj več feedbacka. Tole treba malo izklopati. Malo več force feedbacka bom dal. Recimo damo na 10, da vidimo dejansko, koliko je razlike. No dejansko zdajle volan je malo več občutka dal nazaj, ampak ne bi si rekel, da je full. Ok, zdajle sem dejansko šel v settings in sem izklopil neke sisteme, tako da malo boljši feeling dobimo. In zdaj dejansko čutim v volanu, da ima, kako bi rekel, tisto občutek, da ga zabija levo-desno. Čeprav jaz osebno bi rekel, da je še močnej, ampak ja, za začetnika je čisto v redu. Dobiš tisto, kako bi rekel, vod v ta svet. Zdaj, če bi primeril ta volan z Logitechom,
G920, katerega sem imel. Toliko je daleč to nazaj, ampak kakor me spomin ne vara, težka, jaz sem bolj Logitech fan, Trustmasterja še nisem imel v rokah, ampak verjamem, da tale volan mi ne daje do konca feedback, kakor bi moral. Pričakoval bi, da je malo močnej volan, ampak ja, mogoče spet izviram iz Fanateka. Kaj ne rečem, volan za 300 €, dobiš to, kar plačaš, je čist v redu volan za začetnike. Hvala lepa za ogled tega posnetka. Dajte mi meni napisati spodaj, kaj vi igrate, katero igro vi igrate, katero volan vi imate, pa če dejansko uporabljate Trustmaster firmo. To je to od mene, jaz grem se še malo zapeljati, verjamem, da ima še ful veliko funkcij, katere jaz še nisem spoznal, in če bi ga preklopil na PC, bi dobil po moje malo širši spekter nastavitev, ampak za PlayStation je to to. Vem, da lahko tukaj naštimaš E2, E3, to imaš, evo ga, E4, se pravi, dobiš malo večji feedback. Nač, uživite, dobrega dirkite, pa uletite v Linksa. Če prijete tja v Linksa, celo trese. Recimo, tisti feeling, da potresava, ko greš ven iz ceste, pa tisti, ki ti v bistvu ga zabija, ko ti teže avtomobila iz leve v desno stran gre ali obratno. Sprav, pejte v Linksa, pogledajte si tam volane, če prijete tja, rečete, videl sem posnetek pri Dinotiju, vam bojo dal še kaj popusta in uživite v gamanju, kaj ne rečem. Zdaj zima prihaja, zdaj bo treba orang furati tole. Uletam!